Vemo pa, da bodo cene nafte ostale visoke. Se bodo trenja znotraj Evropske unije tako povečala, da bo enostavno prišlo do razpada Evropske unije. A v vsakem primeru bo ta šok imel še dolgotrajne učinke. Če smo prešli čez vikend na morje, zdaj pač ne bomo šli. Dober dan in lepo pozdravljeni v podcastu Info 360. Sem Suzana Kos, z menoj v studiu pa danes ekonomist, profesor z ljubljanske ekonomske fakultete, gospod Jože Podamjan. Pogovarjala se bova o posledicah največjega naftnega šoka v zgodovini, vsaj tako pravijo nekateri strokovnjaki. Se vračamo v čas nekdanje SFRJ, ko smo imeli naprimer bone ali pa bencinske bone ali pa naprimer smo lahko vozili par odvisno od naše registrske številke. Gospod Damjan, hvala, da ste prišli, ampak najprej mi povejte, kako ste prišli? Ste prišli s kolesom, avtom, avtobusom? Danes sem še prišel z avtom, ker sem prišel tudi službo iz Domžal z avtom, ampak glede na to, kako zadeve kažejo, bomo verjetno kasneje morali priti na javni prevoz. Ker ste rekli si upate napovedati, v kolikšnem času boste spremenili svoje navade. Danes sem prebrala izjavo izvršnega direktorja Shella, ki je dejal, da bi lahko Evropa v roku enega meseca ostala brez bencina. Ja, vse je odvisno od tega, kako dolgo bo trajala ta kriza, ta vojna. Se pravi, če bo trajala še recimo en mesec, potem bomo res prišli na politiko zmanjševanja porabe, ker pač ne bo več dovolj goriva na bencinskih servisih in to pomeni, da bomo morali vsi spremeniti naše navade. Čeprav ste zapisali, ko sem se pripravila na to oddajo, ste zapisali, da bo sedanji naftni šok največji v zgodovini, večji kot kombinacija šokov 1979 in 2022. In napovedali ste, da tudi če bi jutri dobili mirovni sporazum med Ameriko in Iranom in da bi se Hormuška ožina odprla, bi trajalo še najmanj 3 do 4 mesece, preden bi se naftni trg normaliziral, ob tem pa naj bi cene nafte ostale povišane. Ja, to je res, ker pred zaprtjem Hormuške ožine, se pravi pred ameriškim napadom na Iran, je šlo dnevno skozi Hormuško ožino tam 150-160 tankerjev, to pomeni 20 milijonov sočkov na dan. Potem pa se je nenadoma zadeva zaprla na zgolj 1 do 2 tankerja na dan, to pomeni, da je enostavno zmanjkalo 20 milijonov sočkov nafte in tega ni. Se pravi, v bistvu so se začela potem zmanjševati oziroma zmanjševati skladišča, najprej pri distributerjih, potem v rafinerijah in seveda v nekaterih državah so morali potem poseči tudi vmes že blagovne rezerve, strateške rezerve, da so pomagale distributerjem pri dobavi goriv. Tako da se je zdaj odvisno od tega, kako dolgo bo zadeva trajala, ampak v vsakem primeru bo ta šok imel še dolgotrajne učinke, ker se bo morali te zaloge spet nazaj napolniti in to po višjih cenah. Tako da v bistvu prvi šok je seveda v tem, da začne fizično zmanjševati naftnih derivatov, ta drugi šok je pa seveda dolgotrajni vpliv na cene zaradi tega šoka in to pomeni, da bomo imeli dvojni šok. Ne? To pomeni, eno je glede ponudbe, zmanjšanje ponudbe, drugi pa glede cen. Oboje bova razdeljala podrobno, ampak recimo, če greva najprej zdaj na vprašanje, Mednarodna agencija za energijo je že čez vikend, mislim, da opozarjala, da je treba spremeniti navade. Če ne bo zmanjkalo bencina, bo zagotovo ta dražji, ne? Tako smo ugotovili. Se pravi, ali menite, da bi morali že zdaj začeti recimo omejevati porabo, ne vem, bi morala vlada že sprejeti kakšne ukrepe, subvencionirati javni prevoz za vse, ker dejstvo je, to, kar so do zdaj naredili v slovenski vladi, je, da so v bistvu znižali dajatve, zmanjšali pač trošarine, ki se natekajo v proračun, ampak dolgoročno verjetno to ne bo mogoče, ker pač prihodki proračuna so potrebni, ne bomo pač vsi deležni te dobrobiti vladne. Ja, najprej glede vladnega ukrepa, mislim, da se je ta minula vlada zelo nerodno lotila tega šoka. Namreč
v bistvu so na dva načina napačno reagirali. Prva stvar je, da so ohranili nizke cene, se pravi znižali so trošarine in to vplivalo pa ob krati zamejenih cenah nafte. Se pravi, v bistvu imamo mi regulirane cene nafte, pa še trošarine so znižali, zaradi česar je bila Slovenija zelo ugodna država za polnitev tankov, tako da so k nam prihajali iz sosednjih držav in ves ta tranzitni tovorni promet. Ampak tukaj je seveda razlika, ali en osebni avto pri nas napolni rezervoar, ker je to 50, 60, 70 litrov, ali pa če to naredi recimo kamion, kjer je to 1000 litrov ali pa 2000 litrov. In seveda v tem času, v teh 2 tednih, smo mi v bistvu že izčrpali ali pa močno spraznili zaloge pri distributerjih in seveda to pomeni, da se bo ta breme za nas, za prebivalce Slovenije bistveno povečalo prihodnje, ker bo pač prej zmanjkalo goriva za prebivalce Slovenije. Spravi, to je bil narodni ukrep vlade, potem drugi narodni ukrep vlade je bil glede komuniciranja, spravi, da so naprej povedali, da se bo dvignile cene in potem je nastal velik naval na bencinske servise, spravi, velike kolone, ljudje so se začeli delati zaloge in tako naprej, tako da zelo nerodno. Spravi, zdaj vlada, imamo pa zdaj pa še dodaten problem, ker smo imeli vmes volitve prejšnji vikend, to pomeni, da v bistvu zdaj nimamo nobene učinkovite politike trenutno, ki bi se ukvarjala s tem, ker se politike trenutno ukvarjajo s tem, kako bo sestavljala bodočo koalicijo in v bistvu nihče se ne ukvarja s programom za te krizne razmere. Tako da Slovenija je trenutno v zelo slabe položaju in se lahko zgodi, da bomo bistveno slabše to situacijo rešili kot druge države, kjer že imajo vlado, pa kjer so se malo drugače, že v osnovi malce drugače tega lotili, kot je recimo bila Hrvaška in tako naprej. Slovenija je bila ena izmed zgolj 2 držav, kjer smo v bistvu omejili fizično črpanje oziroma fizično polnjenje bencina oziroma goriv, spravi na 50 litrov na dan. Druge države tega nimajo, ker so bolje tega lotile. Spravi, niso v bistvu toliko znižali cen, tudi za tranzitni promet in niso povečali teh vrst na podlagi napačne komunikacije. Tako da v bistvu so težave Slovenije potencialno lahko kar velike. No, sej, vaš kolega, gospod Bogomir Kovač, je že ocenil, da vlada zamuja. Jaz sem se pogovarjala neuradno z enim od ministrov, sem ga spraševala, če so že pač kaj začeli razmišljati o tem, da bi, pozvali ljudi k manjši porabi ali pa, da bi se uvedlo res par, ker o tem namreč na Hrvaškem že ugibajo mediji, hrvaški so že pisali in hrvaški premier je že napovedal, da bo potreba spremeniti naše navade. Definitivno bo potrebno, ampak seveda, da to potrebuješ operativno vlado, ki se zaveda problema in tudi ta minula vlada, kljub temu, da se zdaj bolj ukvarjajo z sestavljanjem bodoče koalicije, bi se morala ukvarjati prav s tem vprašanjem, kajti potencialno, da ta obstoječa koalicija ponovno sestavi novo vlado, bo seveda imela kasneje bistveno večje težave, zaradi tega, ker se zdaj ne loteva tega vprašanja. Tako da v bistvu že zdaj bi morali pripraviti ukrepe, ki bi vplivali predvsem na zmanjševanje porabe, se pravi na racioniranje in tukaj je nekaj dosti preprostih ukrepov, s katerimi se da to narediti, recimo tako, da zmanjšaš hitrost na avtocestah za 10 km na uro, recimo, ali pa za 20 km na uro, se poraba zmanjša, potem ljudje pozvati, da naj mogoče manj naj potujejo z javnim prevozom, s kolesi in tako naprej. Vse te ukrepe se da narediti, hkrati pa seveda tudi komunicirati z trgovci, se pravi z distributerji, kako jim bodo pomagali v prihodnje, da ne bi prihajalo do tega zmanjševanja porabe, oziroma zmanjševanja možnosti, da napolnimo rezervoarje in seveda, da ne prizadejamo tudi ključnih sektorjev gospodarskih, se pravi kmetijstva, ker je pač setev pred nami in pa seveda vse te gospodarske panoge, ki so odvisne od porabe naftnih derivatov in pa seveda kasneje tudi od plina. Tukaj rabimo en celovit program, ki ga jaz očitno ga ne vidim, ker ga ni in ker se pač vlada trenutno ukvarja z drugimi zadevami. Kaj pa te obtožbe na račun Petrola se vam zdijo utemeljene, da so namenoma tudi iz političnih razlogov ali pa zaradi tega, ker se pač merijo moči v samem Petrolu, da so namenoma ustavili in niso mogli tankati svojih rezervarjev nekaj dni. Verjamete v te obtožbe vlade? To so špekulacije, ki jim lahko verjamem ali pa ne verjamemo. Dejstvo je, da je prišlo do tega, da je začelo zmanjkovati goriva na določenih bencinskih servisih in dejstvo je tudi seveda, da so bile cene goriva pri nas regulirane pred tem in da kot
če bi bil jaz recimo direktor takšnega velikega podjetja, bi se racionalno obnašal in bi pač počakal, ne, z ponudbo goriva, dokler se pač cene ne dvignejo ustrezno in seveda to pomeni ob torkih vsakih 14 dni. In v tem primeru je bila napoved vlade en teden pred tem, da se bodo naslednji teden dvignile cene in seveda, če so trgovci racionalni, so seveda počakali malce, omejili ponudbo na začetku in seveda počakali na ta torek, ko so se cene dvignile in takrat raje prodali, ker so pač dobili maržo plus 20-30 centov pri enem litru. To je povsem racionalno obnašanje, je pa posledica tega seveda zaradi teh napačnih komunikacije vlade. To je bilo itak pogojeno tudi zaradi volitev. Se pravi, vi dopuščate možnost, da se je kaj dogajalo pri bremzanju tega, da bi bilo dovolj bencina na bencinskih črpalkah, predvsem z vidika ekonomije, ne pa politike. Ne bi se rad puščal v to politično polje, notri, če prav vemo za ta spor, ki obstaja med vlado pa med Petrolom, ampak obstaja pa čisto racionalna ekonomska razlaga v zadju, ki tudi omogoča pojasniti to, zakaj je do tega prišlo, do teh manjkov goriva na določenih črpalkah, je pa za politiko pa raje ne bi posegal to področje. Povedala, mogoče potem malo za šalo. Dobila sem en tekst, ne vem, ali bo objavljen ali ne, v katerem je že nekdo avtor razdelal, kako je tudi za tem manjkom bencina Janez Janša, to pa zato, ker je gospod Andrej Vizjak, včasih pomemben član SDS-a in tudi nekdanji minister, prijatelj z družino Južno. Vsemogočni Janša je povsod. Že naprej sem nekako nakazala vprašanje, koliko dejansko ima pravzaprav vlada manevrskega prostora za to, da bi pač se odpovedovala recimo trošarinam na naftne derivate, a ne? Po drugi strani je pričakovati, da se bo poraba bencina znižala tako zaradi deregulacije cen na avtocestnem križu, kot tudi, če bo pač bencin drag. Se pravi, manj prihodkov v proračun je pričakovati, a ne? Po drugi strani je pa velik del odhodkovnega dela proračuna zacementiran zaradi pač, po mojem mnenju, pretirane radodarnosti prve vlade Roberta Goloba. Tako da je vprašanje, kje so še možnosti, da bo vlada močno ukrepala, da bi blažila pač to, kar se bo zgodilo zdaj. Tukaj moramo biti zdaj zelo pazljivi. Namreč imamo zgodovinske izkušnje z temi naftnimi šoki. Imamo dva velika naftna šoka iz 70 let, leta 73, leta 79 in imamo ta šok, ta energetski šok, ki se je zgodil leta 2022 ob napadu Rusije na Ukrajino. In ti šoki imajo to gre za tipične ponudbene šoke in ti šoki imajo vsi enako trajektorijo približno. Se pravi, prva stvar je, ko se cene goriv, naftnih derivatov dvignejo in to se posledično počasi zažre, vgradi v cene vseh ostalih dobrin, se pravi od hrane vse naprej in začne inflacija zaradi tega naraščati. In ta zadeva, dviga inflacije traja približno 18 mesecev. To se zdaj v vseh treh krizah tako pokazalo. Zdaj, problem, ki tukaj nastane, je predvsem tem, da ko začne inflacija dvigovati, potem začne tudi reagira centralna banka. In centralna banka ima pa samo en instrument, s katerim lahko tukaj ukrepa, to je dvig obrestne mere. In ko dvigne obrestne mere, potem seveda se zmanjša privlačnost za investicije padejo, zaradi tega pade BDP. In v bistvu centralna banka zna ta naftni šok ali pa ponudbeni šok umiriti samo preko tega, da v bistvu zaustavi gospodarsko aktivnost, kar je pa napaka. In v času tega zadnjega šoka 2022 je bilo zelo pomembno, da so države, ki so prej reagirale z zamejitvijo cen energentov, so v bistvu imele manjši porast v inflaciji. To pomeni, da je tudi potreba potem, da centralna banka reagira bistveno manjša in s tem je tudi negativni učinek na gospodarsko rast kasneje manjši. Tako da, kje je zdaj za slovensko vlado, kakšne so nauke iz tega, so predvsem to, v prvem šoku ni zamejila cen za gospodarstvo, glede cen električne energije,
In zaradi tega je prišlo do tega, da so določene panoge, ki so energetsko intenzivne, se pravi od recimo kemične industrije do industrije cementa in tako naprej, farmacija, so bile zelo prizadete in tam je recimo output, se pravi proizvodnja padla tam med 15 in 20%. In s tem seveda so nekatera podjetja zapirala obrate, prišlo je do odpuščanja zaposlenih in to je imelo negativni učinek in še vedno ima negativni učinek, ker predvsem te panoge tudi ustvarjajo inpute za vse ostale panoge gospodarstva. Države, ki so pa prej reagirale na ta šok, tako da so zamejile cene energije, so pa imele manjši šok na gospodarstvo in je tu potem manjša recesija iz tega sledila. Tako da v tem primeru, mislim, da mora vlada na začetku predvsem poskušati vplivati na zamejitev cen energentov. No, ampak to stane, to pomeni, da bo pač manj prihodkov v proračun. Vem, na to ne smemo gledati kratkoročno. Glavni problem pri vladah je običajno, da omejijo javne izdatke v trenutku krize, ampak to pomeni, če poznate recimo enačbo za BDP, ko se BDP izračuna, se izračuna na podlagi porabe gospodinjstev, investicij, javne porabe in pa neto izvoza. Zdaj pa, če v tem primeru vlada zmanjša javne izdatke, meni, da bo po definiciji BDP upadel. In mi gremo v recesijo, ampak ko smo v recesiji, se potem zmanjšajo tudi prilivi iz fiskalnega naslova. Zato je bistveno bolj smiselno reagirati v takšnih krizah podobno kot v COVID-u, v času COVID krize. Takrat so vlade povečale javne izdatke in so v bistvu v roku najbolj uspešne vlade, in med njimi je bila tudi slovenska, so v roku 6 mesecev v bistvu ta šok v povpraševanju nadomestile in so šle prej ven iz krize. Tudi v tem primeru se treba truditi predvsem s fiskalno politiko, da bo ta šok čim manjši, kajti to pomeni, da bo tudi padec BDP manjši in s tem tudi manjše zmanjšanje prilivov v proračun. In tudi potrebe pri monetarni politiki, da reagira z dvigom obrestne mere, bodo manjše, ker bo pač inflacija manj porasla. In to je ta ključen stvar. Mi moramo v bistvu ta problem rešiti na začetku, pri izvoru. Se pravi, izvor je v cenah energije. Moramo ta šok zmanjšati pri cenah energije, preden se prelije v splošno rast cen, se pravi v inflacijo. In to je ključen problem, ki ga moramo razumeti in ne smemo ponoviti recimo tega, kar se je zgodilo leta 1979. Ko enostavno vlade tukaj niso reagirale in potem se je zgodilo to, da pač so morale centralne banke dvigniti obrestne mere celo na 20% in to je seveda privedlo kasneje v 3-letno recesijo, ki smo jo v nekaterih državah, kot je bila Slovenija, čutili bistveno bolj. Hkrati je bil pa še problem, ker so narasle obrestne mere, se je začela še dolžniška kriza. In tega se moramo zavedati, to je privedlo do razpada bivše Jugoslavije, tudi do razpada Sovjetske zveze. In to ima lahko tudi vpliv v Evropi trenutno. Če se bo ta kriza res tako razvila, lahko pride do tega, da se bodo trenja znotraj Evropske unije tako povečala, da bo enostavno prišlo do razpada Evropske unije. Ampak mislim, da danes se ljudje še tega ne zavedajo, kam lahko to privede. Namreč zdaj imamo znotraj Evropske unije te spore samo med nekaterimi državami, recimo Madžarska, Slovaška, proti preostalim delom, ker ne morete do energije. Ampak počasi bo pa pritisk tako povečal, da tudi ostale države bodo začele hotele imeti nove vire energentov in to bo predvsem Rusija, ker enostavno drugega ne bo. In tukaj se bo trenja tako povečala, da lahko pride do hudih sil, ki vodijo k razpadu tega, kar smo ustvarili zadnjih 60-70 let. No. Upajmo, da se ta pesimistični scenarij ne bo zgodil, ampak drugače, če berete kakšne finančne tekste, zdaj se vsi ukvarjajo s tem, kakšna bo vlada, kdo jo bo sestavljal, bodo demokrati razpadli, ker so se domnevno skregali, ker se eni želijo v vlado Janeza Janše, drugi v vlado Roberta Goloba, ampak brati je že opozorila, podražitev energentov bo vplivala na stroške transporta. Ker bodo te višji, bo to vplivalo tudi na cene zadev, ki jih dobimo na prodajnih policah v trgovinah, ker trgovci verjetno ne bodo pač želeli nase prevzeti v svojo škodo vseh teh podražitev transporta. Po drugi strani to vpliva tudi negativno na gradbeni sektor, skratka cela domino efekt se lahko zgodi,
Ja, pride ne samo do tega, da se cena goriv poveča se potem cene materialov, recimo bitumen, cena bituna zelo močno naraste in potem cena cementa gre navzgor. In potem recimo tudi za stroški ogrevanja, določene industrije potrebujejo plin, na plin smo pozabili. Tudi cena plina je šla enakomerno navzgor in imamo problem, ker imamo v Evropi izpraznjena skladišča plina, najnižja raven, kar pomnimo v zadnjih 10 letih, je glede ob koncu kurilne sezone, so v bistvu ta plinska skladišča skoraj da izpraznjena na kritični meji in jih bo treba napolniti, ampak jih bomo napolnili po bistveno višjih cenah, kar pomeni, da bomo imeli dolgotrajno visoke cene energije in to seveda pomeni vse velik pritisk na inflacijo, na višje stroške življenja in to se kasneje seveda rešuje na ta način, kot sem že prej povedal, da centralne banke poskušajo to inflacijo spraviti dol, tako da dvignejo obrestno mero in da ubijajo gospodarsko aktivnost. In temu bi se morali izogniti. Danes je treba delati predvsem na tem, da poskušamo ta cenovni šok čim bolj zmanjšati z javnimi ukrepi, pa z malce z zmanjšanjem porabe, kjer se da, predvsem pri gospodinstvih, da se to ne prelije v višjo inflacijo. Kaj pa poraba države, ker na Hrvaškem so sprejeli, mislim, da že 10. paket ukrepov na temo blaženja posledic energetske krize. Hkrati so pa ministri dobili nalogo, da za 7% zmanjšajo porabo svojih resorjev. Mislite, da bo to tudi pri nas potrebno? In še pod vprašanje, minister za finance hrvaške vlade je dejal, da za zdaj ostajajo plače, pokojnine in socialne pravice nespremenjene, da pa ni mogoče zagotoviti, da do znižanja pravic ne bo prišlo. Človek pogreša v bistvu, da bi se s temi zadevami ukvarjala tudi naša politika. Naprimer, namesto, da se ukvarjajo s tem, da se bodo dobili na kosilu in sestavljali novo vlado, da začnejo najprej pri ukrepih, varčevanja proračunu. To bi bila največja napaka. To je temeljno nerazumevanje delovanja ali pa makroekonomije. To je bil podoben pristop, kot je bil pri Janševi vladi leta 2012. ZUJF. To je največja napaka, ki jo lahko narediš, da v času krize poskuša vlada zmanjšati javne izdatke, ker to neposredno, po definiciji računa bruto domačega proizvoda, to vpliva na zmanjšanje BDP. In potem ima še multiplikatorski učinek. Ne samo, če ti zmanjšaš proračunske izdatke za 1 evro, to ne vpliva na zmanjšanje BDP samo za 1 evro, ampak vpliva za 1,5 evra. Če pa zmanjšaš javne investicije v infrastrukturo, to zmanjša BDP za 2 evra ali pa 2,2 evra. To je največja napaka, zmanjševati javne izdatke v času krize, ampak jih moraš takrat še povečati. Ker vsi ostali takrat manj trošijo in mora država to nadomestiti in zagnati gospodarsko aktivnost in v bistvu s tem kasneje, koliko se zdaj odpove, koliko se zdaj odpove dodatnim javnim prilivom oziroma koliko zdaj poveča javne izdatke, to kasneje nadomesti z povečanimi prilivi iz naslova davkov, ko je gospodarska rast višja. In edinkrat, ko smo prav ravnali v zadnjih 15 letih, je bilo v času covida, ko so vlade takrat povečale javne izdatke in s tem gospodarstvo hitro potegnili iz krize in ko enkrat zažene gospodarstvo, potem tudi zasebniki začnejo več trošiti, podjetja več investirajo in to požene gospodarski cikel. Če pa zdaj zmanjšamo vse skupaj, smo pa naredili usodno napako in se bomo v krizi valjali še 5 let. Plejte, to politika varčevanja na ravni Evropske unije, ki so jo uvedli leta 2010-2011, je povzročila to, da smo bili 10 let v depresiji v Evropi. Vsi ostali so rasli, mi pa ne. In tega ne smemo ponoviti. To je bila največja napaka. Se pravi, ne rešujejo z zadolževanjem dodatnim zadeve, če bo zmanjkalo denarja v proračunu. Začasno lahko malce prerazporedijo, se pravi, ker vemo, da zaradi tega, če bomo mi zamejevali cene energije, da bo to seveda vplivalo na to, da bo vlada morala pokriti ta strošek. To pomeni, da lahko mogoče določene druge izdatke malce zmanjšajo ali pa malce omejijo njihovo rast, da jih ne povečajo glede na preteklo leto in v bistvu malce kompenzirajo to nujno povečanje javnih izdatkov na tem področju glede pomoči gospodarstvom in pa gospodinstvom. Namreč zdaj je treba se ukvarjati predvsem tem, kako bomo mi v bistvu ohranili gospodarsko rast, ne pa da pademo v recesijo. A mislite, da je to povečanje obrestne mere za tako imenovane ljudske obveznice tudi na račun tega, da iščejo, da bi dodatne investitorje dobili? Ne,
Tudi verjetno, ampak jaz vidim ta projekt ljudske obveznice predvsem z tega vidika, z vidika angažiranja teh rezerv oziroma teh depozitov, ki jih imajo gospodinstva ali pa ti bogati posamezniki na bankah, ne, ker se ta zadeva zdaj približala že 30 milijardam evrom in poskušajo del tega v bistvu angažirati v produktivni namen in če recimo na banki dobiš zelo nizko obrestno mero za tvoj depozit, tukaj dobiš pa 3,2%, ne, je to zate bistveno boljše, krati pa država s tem, ko recimo gradi novo infrastrukturo, ne, poganja gradbeništvo, krati imamo še velik multiplikator, čez 2. To pomeni, da vsak evro, ki ga država tukaj noter vloži, ustvari za 2 dodatna evra bruto domačega proizvoda, ima to pozitivno. Se pravi, jaz to vidim nek pozitiven proces, kako zasebni kapital oziroma zasebno premoženje angažirati za gospodarsko rast. No, jaz sem razmišljala, da so mogoče povišali obrestno mero, ker najprej je bilo rečeno, da bo 2,50, ta teden so pa rekli, da bi povišali na 3, da je mogoče malo zanimanja za to. Ja, tudi inflacija ni upadla, celo malce se povečuje, tako da so v bistvu malce balansirali očitno in so poskušali narediti čim bolj atraktivno obrestno mero, da bi vseeno nadomestili tudi, oziroma kompenzirali to, ker se bo obrestna mera prihodnje verjetno začela dvigovati zaradi delovanja, protikriznega delovanja Evropske centralne banke. Se pravi, vi ste zagovornik tega, da država ne varčuje, kaj pa ljudje? Ali naj gremo, zdaj, ko prihaja pomlad, res na kolo, to, kar pač in zmanjšamo recimo hitrost, s katero vozimo na avtocestah, a ne, to bo seveda vplivalo potem tudi na proračun, če bomo manj porabili, ampak kaj bi po vašem morali ljudje narediti? Prva stvar je, da država vedno varčuje v dobrih časih. V slabih časih pa država nadomesti izpad zasebne porabe in investicij zasebnega sektorja. Se pravi, zdaj trenutno bomo mi vedno šparali, se pravi gospodinstva, in ker bomo mi manj trošili, bo tudi podjetja zaradi tega manj investirala, ker ne bo priložnosti za njih. Se pravi, kar lahko mi naredimo je zdaj, da zmanjšamo, koliko se da to nepotrebno porabo, se pravi, manj se vozimo z osebnimi avtomobili, bolj uporabljamo javni promet, bolj uporabljamo kolesa, manj se vozimo na vikende in to malce zmanjšamo ta pritisk na povpraševanje po gorivih, ampak prav veliko tukaj se ne da narediti, malce ampak na koncu bo še vedno vse odvisno od tega, koliko časa bo trajala ta kriza in koliko časa bo zmanjkalo teh 20% nafte na mednarodnih trgih. Se pravi, se ne strinjate s temi napovedmi? Prebrala sem nekje, da bo vikend izlet postal luksus in da bo treba razmisliti, če si bomo privoščili, ne vem, da bi skočili na kavo na morje, na primer. Ja, to bomo, ne, to je čisto racionalno obnašanje, kar vsi počnemo in zdaj pač recimo, če smo prešli čez vikend na morje, zdaj pač ne bomo šli, ker ves čas bomo imeli v glavi to, da moramo imeti poln tank goriva, za primer slabih časov. Ta impuls je že v nas in tako se bomo mi tudi bolj racionalno obnašali. Torej, vlada lahko pomaga s tem, da v bistvu še to malce omeji hitrost na avtocestah in s tem se poraba zmanjša goriva in tako naprej, ampak to je relativno majhen učinek glede na to, da v bistvu gospodinjstva niso tako velik potrošnik goriv, kot je recimo industrija. Industrija je bistveno večji potrošnik goriv in transport, ta tovorni transport, tam bo večji učinek. Tako da v bistvu mi nekaj malo lahko pomagamo, to je bolj folklorni učinek. Kaj pa to, kar sem že omenila, da bi recimo subvencionirali javni prevoz, da bi bilo za vse v času krize, ki očitno prihaja, brezplačno, da se vozimo z vlaki in z avtobusi mestnimi, to mislite, da ni potrebno, ker pač ni učinka? Ne, to je smiselno, seveda, je pa treba vedeti, da se ponekod to da. Prva stvar je, tukaj je treba vedeti, da v bistvu država že zdaj subvencionira avtobusna podjetja in pa železniški promet za vse te po voznem redu, že zdaj zdržuje vozni red in se vozijo avtobusi prazni. No, ampak drugače ima recimo upokojenci brezplačno, da bi imeli tudi delavni zaposleni. Lahko, seveda, ker itak vlada že to financira, že zdaj. Tako da v bistvu je zdaj treba samo nekako ljudem sporočiti, da se tudi te vozovnice ni treba plačati. Je pa seveda v Sloveniji malce problem tem, ker je naš javni prevoz relativno slab, slabo urejen, ker recimo, če se voziš, recimo jaz povem za moj primer, ko se vozim iz Domžal, če grem v službo, če grem s kombinacijo vlaka in avtobusa, potrebujem do službe 1 uro. Če grem pa z avtom, pa potrebujem 12 minut. Tako da v bistvu
tisti, ki potujejo pa še iz drugih mest, recimo Maribora in tako naprej, imajo pa še bistveno večji problem. Tako da pri nas bo to bistveno težje narediti kot v nekaterih drugih državah, kjer je javni prevoz bistveno bolj učinkovit, imajo hitrejše vlake, recimo pa boljše povezave med avtobusom in vlakom, tam se to da narediti. Pri nas pa je to pomemben ukrep, ampak tako prav velikega učinka pa jaz ne pričakujem, da bo imelo. Kaj pa delo od doma? Bomo spet delali več od doma ali mislite, da se to ne bo zgodilo? Ne vem, ker v bistvu ta izkušnja iz časa korona krize je zelo negativna glede dela od doma, ker je v bistvu učinkovitost je močno padla, ta kohezija med sodelavci je blazno upadla in tudi ima negativne učinke na samo psihologijo, na samo psiho ljudi. Tako da mislim, da se to najbrž ne bo zgodilo, mogoče ponekod, ampak je bilo predvsem v času korona predvsem to zmanjševanje druženja zaradi prenosa virusa. Trenutno gre pa samo to, da bi zmanjšali stroške transporta za ljudi in mislim, da te neke podhude potrebe ne bo. Ima pa večina podjetij to že zdaj omogočeno, v javni upravi vem, da ima en dan, ko lahko delajo doma, tudi nekaterih drugih podjetjih zasebnih imajo to že zdaj uvedeno, tako da mogoče bo samo ljudje bolj izkoriščali sami iniciativno to bolj izkoriščali, ker bo hoteli privarčevati pri ceni transporta. Se pa ne da napovedati, kam bo šle cene benzina, ne? Ja, seveda, simulacije imamo, kam bi naj zadeva šla. Tako da v bistvu tudi jaz sem objavil na svojem blogu simulacijo za 8 tednov zaprtja hormuzške ožine in tam seveda se pokaže, da če bi bila ožina zaprta recimo 8 tednov, to pomeni cene nafte na ravni tam 150 oziroma 170 do $180 za soček in seveda to pomeni tudi cene goriv, ki bodo potem presegle recimo 2,5 evra za liter benzina. Te zadeve se da napovedati, je pa seveda odvisno od tega, kaj se bo tukaj dogajalo, pa kaj se bo dogajalo glede špekulacij oziroma glede manipulacij, ki se dogajajo glede futures, se pravi glede nakupov, bodočih nakupov cen naftnih derivatov in pa surove nafte, kjer že zdaj ameriška vlada močno manipulira te cene in jih drži navzdol. En strani ameriški predsednik sam s svojimi objavami, kot veste, ima zelo jasen vzorec, se pravi, napove drastične eskalacijske ukrepe v petek zvečer ali pa petek popoldne po ameriškem času, ko se finančni trgi zaprejo. In potem poskušajo čez vikend poskušajo nekaj narediti, se pravi z eskalacijo, potem ponedeljek, preden se pa finančni trgi odprejo, pa potem da zelo umiljene tvite nazaj, kot da se ne bo nič zgodilo in s tem v bistvu cene nafte spet umetno zniža dol. Ampak tega blefa je zdaj po 3 tednih počasi dovolj in danes več tem objavam ameriškega predsednika nihče ne verjame. Recimo Američani sami, bivši recimo direktorji CIA in tako naprej pravijo, da bolj zaupajo izjavam, ki jih daje iranska stran, ki so bistveno bliže dejanskemu stanju ali pa resnici in počasi tudi finančni trgi bodo ugotovili, da se ta kriza samo še podaljšuje oziroma da je Amerika ni sposobna rešiti sama, da ni, v bistvu danes se pogovarjamo o tem, a je lahko Amerika odpre hormuzško ožino ali ne. In zdaj počasi bo videli, kaj bo ta vikend, ko se pač napoveduje ta invazija ameriških sil na recimo okolico Hormuza oziroma ta otok Kvešem, kako uspešna bo ta akcija. Če ne bo uspešna, potem bo enostavno na finančnih trgih ugotovili, da Amerika ni sposobna odpreti hormuzške ožine in takrat bo pa seveda ta cena nafte res poletela navzgor proti 180, proti 200 evrom, kar zaenkrat ameriška vlada z manipulacijami, takšnimi ali drugačnimi, drži recimo na ravni okrog $100 za soček. Gospod Trump je rekel, da se pogaja z zelo visokimi, ali da se pogajajo zelo visokimi predstavniki Irana, pa so v bistvu iranska stran je to zanikala. Kakšna je cena nafte zdaj, ker govorite, da bo šlo na 180, bila je okrog 100 evrov za soček, potem je malo padlo, kakšna je v tem trenutku cena? Prejšnji teden je bila celo na 119, je šla, če govorimo o Brent ceni surove nafte. Danes sem gledal, preden sem šel na tole snemanje, je bila cena pod $100 za soček, ki je bila manipulirana. Potem sem pogledal, pa kakšna je cena ruske nafte, Urals, se pokaže. Ta cena je bila veččas zelo nizka, je bila nižja za tam 20, celo $30 za soček od Brent ali pa ameriške nafte. Danes je pa višja od Brent, je že na 100. In tu sem bral pred tem, da so Indijci zakupili za 60 milijonov sočkov ruske nafte v marcu in še enako količino v
aprilu in po tej premijski ceni recimo $100 in več in tako naprej. Tako da v bistvu se vsi pripravljajo na to, da bo ta šok trajal dlje časa in da bodo cene nafte narasle. Tako da v bistvu zdaj smo trudno v enem takem vmesnem stanju, ker so te cene nafte, ki jih imamo, niso realne. Ker jih pač z njimi manipulirajo in hkrati finančni trgi nekako upajo, da bo vseeno se kriza hitreje končala. Na drugi strani pa tiste države, ki so pa zelo prizadete za to krizo, in to so pa predvsem azijske države, ki dobivajo 85% vse te nafte, ki jih prihaja iz Perzijskega zaliva. Te države pa enostavno nimajo druge opcije, kot da si delajo trenutno zaloge oziroma zakupujejo za naprej količine nafte, ko bodo cene narasle. Tako da bomo videli, nihče si ne upa trenutno nekaj tako hudega napovedati, vemo pa, da bodo cene nafte ostale visoke, se pravi više, kot so bile predtem, in zdaj pa ali bo to 100, ali bo to 150, ali pa $200, pa trenutno si nihče ne upa napovedati. No, ker ste rekli, ko bodo cene narasle, ne pa če bodo. Ker smo imeli pred tednom dni volitve, vas bom vprašala še dve stvari z področja politike, čeprav smo rekli, da se bomo pogovarjali predvsem o tem, kaj nas čaka zaradi te krize z energenti, ki se napoveduje, ki je na obzorju. Kratka ocena dela prve vlade Roberta Goloba. Jaz bi rekel, da je bila ta vlada izjemno protirazvojna in zelo razdelitveno usmerjena. To je najkrajša ocena. Spravi, niso se ukvarjali z razvojem, z spodbujanjem razvoja in blaginje na ta način, ampak so predvsem prerazdeljevali obstoječe in najraje so recimo razdeljevali denar drugih. Moja ocena je enaka, da je bila zelo porazdelitveno naravnana. Zakaj pa menite, da je bilo temu tako? Je bil to pač velik vpliv levice ali česa? Ja, v bistvu je to je posledica tega, ker je bila ta moč znotraj koalicije izjemno koncentrirana, se pravi, ker je imela recimo stranka Svoboda, je imela na začetku celo 41 poslanskih sedežev, potem je z Ledvico je imela načeloma dovolj glasov za preglasovanje in je bila, recimo, so bili socialni demokrati, ki so bili pa še najbolj taka stranka, recimo temu uravnotežena stranka in recimo tudi so imeli največ konstruktivnih predlogov, kako recimo pomagati gospodarstvu in kako v bistvu oziroma spodbujati razvoj, so bili v bistvu odrinjeni na stran. Tako da v bistvu več čas so naleteli na zid pri finančnem ministru. In je tukaj ta koncentracija, ujela sta se enostavno Golob in Luka Mesec sta se ujela v svojem svetovnem nazoru in to glede recimo pogleda na zeleno energijo, glede prehrambeno sta se ujela in hkrati je tudi prerazdelitev. Namreč v tej vladi je enostavno stroke umanjkalo. V bistvu ta vlada že na začetku se ni pustila dobenega strokovnjaka noter. Spravi, če pogledate recimo listo ministrov, ni dobenega osebe, ki bi jo res poznali, ki bi bil nek strokovnjak, ampak so kar neki ljudje, ki so jih nekje nabrali, ki nimajo nekega strokovnega pedigreja. In tudi, recimo, ko so delali, recimo, ko so poskušali narediti kakšne strokovne svete, se je kmalu pokazalo, recimo, pri zdravstvu, pri financah, da v bistvu teh svetov sploh niso poslušali. Svet za makroekonomske zadeve, jaz sem se pogovarjala z enimi člani, vi niste bili notri, če se pravi. Da v bistvu govorijo, nihče jih pa ne posluša, pa so bili strokovnjaki, kot je gospod Bole ali pa naprimer gospod Gaspari, ki jih vsaj jaz spoštujem. Še za en komentar vas bom prosila. Na X-u sem prebrala izjavo, bom kar povedala pač, zapisal je gospod Matej Rigelnik, znani investitor, finančni in tudi solastnik kar precej nepremičnin po Sloveniji. Zapisal je, da se veseli, da je ortodoksnega levega ekonomskega programa v Sloveniji konec in da bodo volivke in volivci prisilili novega mandatarja, kdorkoli pač že bo, da bo po Drnovškovo s koalicijo segal čez sredinsko črto. Se strinjate z oceno preteklosti? To mislim, da ste že v prejšnjih odgovorih povedali, kaj pa za oceno prihodnosti. Mislite, da so sposobni neke spremembe naše politike ali pa kakšna bi bila, recimo, po vašem mnenju najboljša koalicija? Jaz sem sredinsken, se pravi, jaz sem liberalec v osnovi, se pravi, v bistvu uravnotežen in si tudi želim, da so vladne politike načeloma uravnotežene. Nekaj takega, kar je recimo koalicija, ki jih je delala LDS,
kar so zmogle. Ampak seveda, to je bila takrat nuja tistega časa, morali so se povezovati, ker drugače ne bi sestavili večine. In tudi, ne vem, če se spomnite, tukaj smo, mislim, da 2 meseca nazaj snemali en pogovor z politiki, ne? In takrat sem že napovedal, sem povedal, da enostavno jaz kot pozitivno bi videl to, ne, da bo ta vlada, bodoča vlada, pa koalicija, da bo uravnotežena, se pravi, da bo tudi, recimo, če bo desna, da bo zraven tudi socialni demokrati. In obratno, če bi bila danes, recimo, leva vlada, da bodo zraven vzeli, recimo, eno ali pa 2 izmed strank, recimo Logarjeve demokrati ali pa NSI, vzamejo zraven vlado, kajti to bi omogočilo po eni strani doseganje te potrebne večine, hkrati bi pa uravnotežilo te politike, ki jih te vlade izvajajo, tako da ne bi imeli tako enostranskih politik, kot so imeli v času te vlade, ki je bila pa izrazito, recimo temu, levo populistična. In mislim, da je bilo to dobro za Slovenijo, dobro za razvoj, tako kot smo imeli v času LDS-a, kjer smo vseeno imeli največ razvoja prav v času, ko smo imeli takšne uravnotežene vladne koalicije. Čeprav recimo na področju zdravstva se vsaj glede tega, kar je sedaj Golobova vlada počela, nekako se mi zdi, da se ne morejo recimo z NSI-jem, tudi z demokrati, srečati, programsko, ker če je bilo prioriteta Golobove vlade zdravstvo, na katerem dejansko niso naredili nič, pravzaprav vsebinskega, recimo NSI se zavzema za to, naj denar sledi pacientu. Se pravi, če jaz plačujem zdravstveno zavarovanje, če ne pridem v javnem zdravstvu, da grem pač tudi v zasebno in da ta račun plača zame pač Zavod za zdravstveno zavarovanje iz mojega prispevka, ki ga plačujem vsak mesec. Se vam zdi, da je mogoče, recimo to so recimo temeljne programske razlike, Ja, tukaj so te temeljne razlike, ampak do katerih prihaja, po mojem mnenju, predvsem zaradi nerazumevanja, kaj je to javno zdravstvo. Pri nas se razume, da je javno zdravstvo to, kar se opravi v javnem sektorju, se pravi, kar se v javnih zdravstvenih domovih, javnih bolnišnicah opravi. Ne, v bistvu javno zdravstvo je to, kar se financira z javnim denarjem. In zdaj je vseeno, se pravi, imamo mi recimo koncesijske zdravnike, predvsem družinska praksa, se pravi na primarni ravni imamo zasebnike in ta sektor deluje odlično, vedno je odlično deloval, ker se je bolj prilagodljiv, bolj je prijazen do uporabnika. In v bistvu nič ni narobe, če imamo področje na drugih storitvah, kjer imamo trenutno največje čakalne vrste, če to omogočimo, da se po enaki ceni financira vsem javnim in pa zasebnim. Namreč vedno gre tukaj za javni denar. Ampak govorimo zdaj samo o učinkovitosti, kako se določene storitve izvedejo in kako hitro se izvedejo. Če res hočemo skrajšati časovne vrste, potem je smiseln tak prehod, se pravi financiranje tudi drugih storitev, ki so bile zdaj neonemogočene. In tukaj si ne smemo privoščiti te neke ortodoksne politike, ker enostavno gre na škodo ljudi. A veste, meni ali pa nekomu na ulici je vseeno, kje bo on upravil svojo storitev, oziroma kje bo dobil to zdravstveno storitev ali pa zdravstveno oskrbo, ali jo dobil v javni bolnišnici ali v zasebni bolnišnici, nekaj zanima samo, kako hitro bo prišel na vrsto in kako dobra, kako kvalitetna bo ta storitev. In v bistvu mi moramo delati danes v interesu predvsem ljudi, ne pa v bistvu ostati na nekih ideoloških pozicijah. Ste bili na volitvah? Nažalost ne, ker sem bil v bolnišnici s svojo hčerko. Potem, kar ste povedali, zagotovo niste volili Gibanja Svoboda in Levice in tudi SD-ja, po mojem, ne, vsaj glede zdravstva. Se upate povedati, koga bi volili, če bi šli? Najbrž SD, ker jaz sem vseeno sredinski tukaj, in mislim, da SD je najbolj uravnotežena stranka, ker hkrati se zagovarja te socialni aspekt, hkrati je pa tudi razvojno usmerjena. Potem, ko pri vseh ostalih strankah, ostale so pa nekako v bistvu levo ali desne in zelo ideološke. Zaradi tega mi je SD trenutno najljubša stranka, tako da najbrž bi za njo volil. Tega bodo zagotovo veseli, ko bodo slišali nekaj drugače. Ta analiza usporednih volitev je pokazala v bistvu, da imajo predvsem starejše volivcev, da nimajo neke prihodnosti, pa vi ne sodite med te starejše volivce. Gospod Jože Podamjan, jaz se vam zahvaljujem, da ste se odzvali našemu vabilu. Naj skleneva najin pogovor z mislijo, da bo nova vlada, kdorkoli jo bo že vodil, pametnejša in manj ideološka. Bravo, to se strinjam s tem zaključkom. Hvala vam za ta pogovor. No, gledalci in poslušalci, hvala vam, če ste bili z nami, pa glede na to, da prihaja pomlad, za zdravo telo vsi na kolo.
Hvala lepa za pozornost. Nasvidenje.